Pozdravljeni sodržavljani oziroma sodeželani, ker mi smo dežela, država je samo aparat, ki vzame moč ljudem in jo da potem komu? Mehanizmom. Ravno kar se vračam z Državne volilne komisije, kjer niso bili najbolj sproščeni, ker smo odkrili tisto, kar so poskušali, da ne bi zvedli ljudje, kakšno moč imamo po ustavi. Namreč, po drugi samoupravi, to je 145. člen, nima država in ker nismo komercialni, nima več jurisdikcije nad nami in ne more odločati o naših stvareh. Namreč po ustavi Republike Slovenije ima ljudstvo moč, da se združuje, voli in je izvoljeno. Nas je v društvu 5000, čez 5000. Upravni odbor je zglasoval in dal zadosti glasov, ker, poglejte, če je predsedniška funkcija nepolitična in tudi mora biti nepolitična, ker politika je za ženske, politika je za mamine sine. Očetovi sinovi se ukvarjajo ne s kaj se dogaja toliko na zemlji, ampak kaj se dogaja z zemljo v vesoljnem smislu. Tako da, če poslanski glas šteje za 1000 glasov in je političen, kje smo, in stranke, mi smo kot društvo, torej zdravi posamezniki, ki smo se združili z višjimi nameni, a ne, ki bi sicer morala država omogočiti, da uveljavljamo svoje pravice, da se skrbimo za zdravje, ozaveščenost in svojo opolnomočenost. Zato, ko sem bil tam, jim ni bilo všeč, bil sem zadnja točka obravnave in sem jih pomirjal. Najprej, ko sem vložil kandidaturo, so se srečali z višavami in so bili vsi veseli. Sedaj pa so se srečali preko noči, so se pa srečali z globinami. In vedeli so, da bodo morali kršiti ustavo, če me odklonijo. Tako da sem jim rekel v mislih, naj bodo pomirjeni, lahko sodelujemo. Vsi so imeli maske, kar je kršitev 8. člena, ker so bili zakrite obraze imeli v zaprtih prostorih. To ni dovoljeno po ustavi Republike Slovenije. Tako da usta so bila skrita. Nobeden se ni predstavil, kdo so bili ti ljudje tam. Jaz sem bil malo nenavadno oblečen, ker sem svobodnjak in se oblačim svobodno. Ne s kravato, z dolgim jezikom, lažnivim, ki dejansko na subtilen način nakazuje, da ta jezik te lahko obliže zelo globoko in manipulira. Tako da, ko sem prišel na vrsto, so glasovali, kdo se strinja, da se mene odkloni. Niti ni bilo povedano, koliko jih je v komisiji ljudi, nič. 3 so dvignili roko, eden, ki me je gledal, kako sem oblečen, tako je gledal, najprej sem oblečen v te aladinke hlače, tako me je gledal obsojajoče, sodbo, predsodki, no. Potem sem bil v vojaški srajci oblečen, Slovenske vojske, z nobenimi posebnimi meni, to je pač od očeta srajca. In potem so 3 dvignili roke, da torej se strinja, da se mene izvrže. Potem je predsednica našega društva, Eviljana Belis, rekla, da koliko je tukaj rok za in koliko proti, nič ni bilo povedano v zapisnik.
In je to izpostavila, potem so jo probali utišati, sicer imamo posnetke, vse je posneto, boste lahko videli v soboto, kakšno je bilo to obnašanje, zverinjak, ali tukaj v igri adrenokrom, ali kakšne metode boja se tukaj uporablja, nespoštovanja, profesionalnosti. In so nas poskušali utišati, da se nismo mogli nič povedati, smo rekli torej, in potem je bi še enkrat torej se je dvigalo vseeno, se je še enkrat dvigalo roke in potem se še eni opogumili seveda, da lezejo v anus zaradi straha, ker vedo, da imajo tam službo in tako naprej, bojijo se sankcij in jih je potem nekaj več dvignilo roke. Še zmeraj ni bilo nič povedano, koliko ja, koliko ne. Kršili so torej ustavo, ker so, sicer to vam bo več, na društvu boste več zvedeli te protokolarne zadeve, ustavne, pravne. Bilo jim je neprijetno, ker so vedeli, da bodo mogli iti preko kršenja ustave. Jaz sem jih pomiril, še zmeraj lahko sodelujemo v mislih, še zmeraj se lahko pridružite, ker zemeljski kralji, luč, ki prihaja v igro, se ne da več ustaviti. Konstelacije src, ki delujejo kot konstelacija zvezd zavedanja, ki se med sebojno povezujejo, tega požara se ne da več ustaviti. Jezus je rekel, da je prinesel ogenj. In zemeljski kralji bodo z ognjem, torej, zemeljski kralji so preizkušeni z zlatom. Zlato se da, torej bogatstvo se da v roke in potem se vidi človek kakšen je. Ampak to zlato bo potem preizkušeno z ognjem. A bodo lahko to zlato držali v rokah. In kakšen ogenj je v igri, kateri nivoji ognja, o katerega je Jezus govoril, še se ne razume točno, kaj je mišljeno. Ogenj ima več nivojev, lahko je uničevalski, lahko je pa višji, plemenit, ki ni viden očem. In ta transformira. Na nekih višjih ravneh ga kličemo vijolični plamen, ki deluje kot duhovni kompost. Transformira in fizično, in duhovno. Tako da smo padli iz raja, je pravzaprav kriva, ker nismo uporabili te vijolični plamen. Že zgolj, ko si ga predstavljamo, se pač on deluje. Ampak praktično rečeno, v navadnem jeziku je pravzaprav ta vijolični plamen smeh in odpuščanje. Odpuščanje Jezus definira kot odsotnost sodbe. Ker ko mi sodimo, projiciramo in uklenemo mentalno določeno sliko. Ko odpustimo, dovolimo, da se ta slika lahko odmakne, se zriše nova slika. In to se non-stop dogaja. In več, ko bomo to uporabili, bolj bomo osvobojeni. Še veliko je zapovedati, torej, mnogi so me tam, ko so me poznali, so me zanikali, so se delali, da me ne poznajo. V mislih so mi govorili, prosim, ne me ogovoriti. Jaz sem se nasmehnil, njihovega odloka nismo podpisali, vzeli smo ga, ker itak nimajo jurisdikcije nad nami, tako da društvo je pač svobodno in pravzaprav organi državni so v službi tistih, ki jih plačujemo, to smo pa državljani, torej državljani, svobodnjaki, kakorkoli že. Tako da mi nismo bili plačani z ničemer, oni so plačani od nas, oni služijo nam in so povozili na več delih ustavo. In tukaj niti ustavno sodišče nima kaj. Hvala.